Dobrodošli v novi epizodi Vroča tema. Medtem ko so voditelji zavezništva v Ankari še vedno segali v roke pred kamerami svetovne javnosti, je predsednik Trump v isti stavbi izrekel stavek, ki je odjeknil glasneje od kateregakoli in tudi od katerekoli uradne izjave tega vrha: premirje z Iranom je končano. NATO je iskal enotnost glede Ukrajine in porazdelitve bremena. Bližnji vzhod pa mu je medtem dobesedno pred vrati znova zagorel. Iranski napadi na ladjo v Ormoški ožini, ameriški protiudari in cena nafte, ki je v nekaj urah poskočila za kar debelih 5%. Dobrodošli nazaj, tukaj z vami na domovina.je je znova z nami profesor Bogomil Ferfila. V Ankari naj bi govorili o prihodnosti zavezništva, namesto tega pa je postal odmev vojne, ki se ji ne vidi konca, in vprašanje, ki se ga danes zastavljamo, ni več, ali se bo bližnji vzhod umiril, temveč kaj to pomeni za nas, za Evropo in v končni fazi tudi za Slovenijo. Dobrodošli, profesor. Hvala lepa za povabilo. Ja, zdaj spet se je, bi rekel, vojna razplantela. Čeprav NATO zavezništvo ostaja trdno, to moramo vedeti. Morate tudi vedeti, da čeprav Trump grozi, napadal je španskega premiera, prej Melonijevo, italijansko, čeprav Trump grozi z izstopom, morate vedeti, da je ameriški kongres nekaj let nazaj sprejel sklep, da izstop, unilateralni izstop ZDA iz NATO ni možen brez odobritve kongresa. To pa ne more, skozi kongres pa to ne more jeti. Zdaj, seveda, takojšnja obuditev sovražnosti takoj dvigne cene nafte, kot se rekel, 5%, in to se bo seveda kazalo na žepih evropskih potrošnikov, tudi v Sloveniji. Čeprav tu je treba reči, da kljub temu, da je Trump obnovil napade, sem, bi rekel, po tipanju te diplomatske, ameriške in tudi iranske strani nekako prišel do zaključka, da zadeva ni propadla. Torej, mirovna pogajanja se bodo nadaljevala. Trump je pač reagiral na tisti napad iranske revolucionarne garde na nekaj ladij. S tem seveda Iran igra na to svojo glavno karto, to je kontrola Hormuške ožine in vpliv, ki ga ima Hormuška ožina na celotno svetovno dobavo nafte. Čeprav tukaj morate vedeti, da možno je, jaz sem gledal tudi naftovodi in plinovodi, ki se gradijo, bi pravzaprav lahko, ko bodo prišli do Irana, bi pravzaprav lahko tudi obšli Hormuško ožino. Se pravi, da bi lahko izvažal nafto in plin tudi preko naftovodov in plinovodov, kar bi potem, bi rekel, zmanjšalo pomen. In pa seveda s tem moramo vedeti, da od iranske nafte so odvisne predvsem Indija, Kitajska, torej te azijske države. Evropo to toliko ne prizadene, kajti mi imamo vire nafte drugod. Vendar seveda Iran igra na to svojo, Iran je še vedno pomemben dobavitelj nafte in na to pač igra. Je pa nekaj, pa je treba vedeti. Projekcije so, da je prvič zalog nafte, seveda odkriti zalog nafte za približno 20 let, in tudi nekje se predvideva, glede zlasti na razvoj teh električnih avtomobilov in drugih, naprimer, čeprav letala ostajajo veliki potrošniki, da bo tudi potrošnja nafte v 20 letih bistveno padla, glede na sedanjo raven. Ja, sicer pa zadnje čase, predvsem ne zadnje čase, zadnje trenutke, bom raje rekel, mednarodni strokovnjaki, ki opazujejo to dogajanje zelo podrobno, pravijo, da vprašanje, če si drznejo in eni in drugi, govorim zdaj o Iranu, Izraelu v končni fazi in pa tudi Američanom, vsem upletenim, bombardirati vse te naftno industrijo, kajti gre za zelo zapleteno gradnjo, ki lahko traja leta in leta in leta. To ne gre, pač porušimo in zgradimo jutri na novo. To niso montažne hiše. Tako da tukaj strategiji opozarjajo, da vse eno morda
je to le neka rešilna bilka, da ne bo eskaliralo do te mere, da bi res doživeli naftno krizo v polnem pomenu besede, kajti vemo, kot ste dejali, 20% vse svetovne nafte izhaja iz tega območja. No, to je ena stvar, ne? Se pravi, Američani naprimer napadajo otok Kark, kjer je večji del te energetske infrastrukture, vendar zaenkrat napadajo predvsem vojaške objekte. Tu sta še pa dve stopnji, moramo vedeti. Ena je to, kar ste vi omenili, ne? Torej, da bi začeli napadati širše, zlasti naftno infrastrukturo in s tem, bi rekel, dolgoročno uničili možnost preskrbe. Ampak mi se moramo nekaj zavedati tudi, ne? Da tako ZDA kot Izrael v Iranu napadata zgolj vojaške cilje. Medtem ko Iran, ko napada Izrael, naprimer, ko pošilja rakete na Izrael, tam padajo tudi številne civilne žrtve. Dobro, tudi v Iranu je nekaj civilnih žrtev, vendar glede na popolno prevlado izraelskega in ameriškega letalstva nad iranskim ozemljem, je tu ena zelo, bi rekel, strašljiva opcija, ki verjetno niti ZDA, Izrael je tu že malce bolj v dvomih, obstaja možnost zravnanja iranskih mest, Teherana, drugih velikih mest. Se pravi, kajti iransko letalstvo je povsem nemočno. Ne? To je dejstvo, da so uničili celotno letalstvo, celotno ladjevje. Ima Iran rakete, ki morate vedeti, da torej to jih ima skladiščene v teh podzemnih silosih, vendar te rakete, morate vedeti, v bistvu v veliki meri dobiva od Rusije, ki se Ameriki maščuje zaradi ameriške vpletenosti v vojno v Ukrajini, kjer seveda ameriške rakete ubijajo ruske vojake in potem ruska stran to odgovarja s tem, da oskrbuje Irance, ki potem izstreljujejo, bi rekel, te rakete, bodisi na sama oporišča ameriške vojske. Jaz se spomnim, ko sem bil v Bahrajnu, polovica otoka je praktično ameriška vojaška baza, tudi imajo močna oporišča v drugih zalivskih državah in pa seveda raketirajo tudi druge zalivske države in kar je pomembno tu, ne, to je spet ta, bi rekel, neka skrita močna karta Irana, s tem, ko bombardira te ključne zalivske države, Kuvajt, Združeni arabski emirati, Saudska Arabija, s tem jim pokaže, da ZDA niso več tako močne, da bi jih lahko zaščitile. Ne? In zaradi tega se dejansko zdaj v teh državah dogaja kaj, ne? Da vidijo, ker ameriška zaščita ne zadošča, se skušajo povezovati s samim Iranom. In to seveda Iranu godi, ker noče izgubiti vpliva v tej regiji. Ampak zanimivo je, ne, tudi koliko je gibanj, kdo dejansko sploh zdaj vlada v Iranu. Ne? Te podatki, ne, da so Hameini mrtvi vsi, da so vsi pokončani, da se nekateri celo skrivajo, ogromno špekulacij. Tako da ta tudi medijska blokada nekako ne, je izjemna. Ne? Tako da verjetno najbolje to vejo CIA in pa agenti, ki se Iranci sami, ne, ki delujejo na teh območjih. Tako da javnost dejansko tukaj je zelo tavamo v megli. Ne? Ja, ta je dobra, ne, CIA to sigurno ve. Jaz se spomnim, ko sem bil v vojni v Kurdistanu in dobro, to je par let nazaj, takrat so, če se spomnite, takrat so Američani Kurde uporabili kot pehoto za boj proti islamski državi in se je uničili. Kurde je to stalo 2000 življenj, ne vem koliko tisoč ranjenih. In se spomnim, ko sem bil s kurdskimi pešmergami pred Mosulom, to je bilo zadnjo mesto, ki ga je islamska država držala, ko so rekli, lejte, bi rekel, ne boste verjeli, so rekli, ampak to mi ne znamo razložiti, to je ena od skrivnosti Bližnjega vzhoda. Kljub temu, da je bila islamska država največji sovražnik, torej ZDA in tudi drugega sveta, je rekel, smo vedeli preko naših obveščevalcev, da v islamski državi vsak dan pristajajo letala CIA. In se je CIA za islamsko državo dogovarjala, torej verjetno o predaji, o begu teh ključnih funkcionarjev islamske države, ki so se večinoma umaknili v nedostopni Afganistan. Tako da ja, CIA ima verjetno podatke, vendar seveda zdaj, ko je bil ubit in ko je bil tudi ta veliki pogred tega Ali Khameneja, je zdaj formalno vlado prevzel njegov sin.
ki je bil verjetno tudi ranjen v tem napadu, kjer je bil ubit Ali Khamenei in tudi žena od njegovega sina. Tako da zaenkrat se on ni prikazal, tu špekulirajo, da je verjetno tudi sam ranjen. Druga stvar je pa seveda ta, ne, da se ne upa prikazati, kajti torej jaz predvidevam, da imajo Izraelci izredno močno obveščevalno mrežo, tudi znotraj Irana. Spomnite se, če podrobno spremljate iransko dogajanje, vsake toliko časa se zgodi, da kje obesijo kakšnega tako imenovanega izraelskega obveščevalca znotraj Irana. Se pravi, ga odkrijajo in ga seveda usmrtijo, ne? Ampak Izrael to torej počne s to, torej verjetno z podkupovanjem z teh iranskih agentov. Tako da drugi razlog, da se ta noče prikazati, je seveda to, da bi Izraelci takoj ugotovili, kje je in bi ga lahko bombardirali in ubili. Ne? Zaradi tega se on noče prikazati, to je verjetno drugi razlog. Kajti izraelski te obveščevalci dajo točno lokacijo, kje se kdo nahaja. Isto je bilo za Ali Khameneja, ne? Ko so ga ubili, so dobili obvestilo, kje se nahaja. In seveda tako je raketirali tisto zgradbo in ga ubili. Ne. Če malce še aktualizirava zadevo, ne, Hegseth, vodja seveda vojaške vojne misije, ne, zdaj minister za vojne, je pač odložil oziroma prekinil obisk Izraela ravno kar. Ne. To je zelo sveža novica, tako poročajo vsi številni svetovni mediji. To je tudi veliko sporočilo, ne, nekako, da imajo Američani zdaj svojo misijo, ki očitno ne potrebujejo nekakršnih informacij od Izraela. Ne vem, kako bi to zastopila svetovna diplomacija oziroma vi? Ja, nekje je to, lejte, Netanjahu, ne, ali pa tudi verjetno prejšnji predsednik Izraela, so seveda v vsaki svoji operaciji in proti Iranu, in proti Hezbolahu, in proti Hamasu skušali dobiti popolno podporo in angažiranje ZDA. ZDA je tu načeloma bila malce v ozadju, medtem ko, kar se tiče sedanjega napada na Iran, je Trump, bi rekel, z roko v roki šel z Netanjahujem v napad na Iran. In zdaj v bistvu bi nekako ZDA in Trump bi se pravzaprav, tudi z tega, ker je sklenil premilje, bi se pravzaprav z tega območja zelo vnetljivega, zelo nevarnega, rad počasi umaknil. Ne? In zaradi tega pravzaprav zdaj ZDA se morda celo, zdaj sem gledal, torej celo demokratski kandidat za torej na naslednjih volitvah za ameriškega predsednika je pravzaprav v samem Izraelu kritiziral izraelske napade in jim povedal, da Izrael več nima popolne podpore ZDA. Vendar tu je treba nekaj vedeti. Ne? Torej, kljub temu, da Izrael dela vse stvari z roko v roki z ZDA, Izrael številne poteze potegne ne glede na dogovor z ZDA ali pa ZDA sploh ne obvesti. Se pravi, Izrael si pušča to avtonomijo. No in mene je to pravzaprav, enkrat sem šel študirati, zakaj pravzaprav ta neomajna podpora ZDA Izraelu, ki ZDA veliko stane, kajti ZDA je zaradi tega sovražnik vseh teh arabskih gibanj, vidimo proteste, ko se žigajo ameriške zadeve, to samo zaradi tega, ker podpira Izrael. Ne. Razlog je v izredno močni židovski manjšini, organizacij židovskih v ZDA, ki so finančno zelo močne in ki pravzaprav izdatno podpirajo in republikansko in demokratsko stranko in zaradi tega seveda ZDA bo vedno ostala veliki podpornik Izraela. Ampak ta mirovni sporazum, to je nekakšen gentleman agreement. Ne? To ni nekakšen v bistvu nek uradni dokument, ki karkoli obvezuje eno ali drugo državo v pravnem smislu. Gre res samo, da si dava roko, ne? Po domače rečeno. Ja, pač ta mirovni sporazum, ki je ustavil sovražnosti za 60 dni, torej ni veliki dokument, ni naprimer tako, kot je takrat Obama sklenil sporazum z Iranom, ko so bili zraven podpisniki še glavne svetovne velesile. No in tu bi morda moja kritika Trumpa v tem smislu, da
kljub temu, da je Amerika, se sedaj vidi, zlasti na področju vojn, pravzaprav edina svetovna supersila, ki, torej zlasti, kar se vojn tiče, tu nobena država in ni primerljiva, da morda bi Trump torej te stvari lahko urejal v večjem soglasju z velesilami, torej z Rusijo, s Kitajsko, z Evropsko unijo in bi rekel v te sporazume, tudi v tega, ki ste ga omenili. Ja. Dobro, to je sicer začetek prekinitev sovražnosti, ki potem lahko pripelje do trajnega sporazuma, ne? Ampak tu bi bilo seveda nujno, da se poleg Amerike pojavijo tudi druge svetovne velesile, s tem bi sporazum dobil mnogo večjo veljavo, trdnost in seveda bi rekel ugled v svetu. Sem prekinjal se večkrat, ne? Ta sporazum, ta mirovni sporazum, oziroma ta diplomatska roka, ne, miru med Iranom in ZDA. Ne. Tukaj pa je šlo predvsem tudi za eno stvar, ko so pa tudi finančni analitiki rekli, ne, da Trump, vemo, je izjemen poslovnež, o tako imenovanem pump and dump sistemu, se pravi, da pomaga nekako pri zaslužkih na borzah z padci in seveda naglimi vzponi delnic. Tukaj pa je druga vojna, ki je morda marsikomu bolj skrita, občutimo jo pa mi seveda na bencinskih, na bencinskih servisih. Ne. Ja, ne, točno. Ne. Trump je seveda velik poslovnež, ki seveda v to vpleta svoje sinove, svojo družino. No in jaz se spomnim, ne, ko sem enkrat po baru slovenskega ambasadorja v ZDA, gospoda Mirošiča, sem rekel, pa vi to Trumpovo poslovnost, kaj izkoriščate, glede na, bi rekel, pozicijo Slovenije naprej ZDA, glede na ameriške investicije v Sloveniji. Pa mi je odgovoril, ja, pogovarjamo se z gospo Melanijo. Ne. Ena stvar je gospa Melanija, ampak seveda preko gospe Melanije bi se seveda oni morali, in upam seveda, jaz sem prepričan, torej da sedanja vlada z gospodom Kajzerjem sva zadnje čase veliko nastopala skupaj, da bo sedanja vlada skušala rešiti, kar se rešiti še da, kajti Trump je v Beli hiši še približno 2-3 leta in da bo, bi rekel, tudi na tem področju naredila mnogo več, kajti prejšnja vlada ni na tem področju naredila čisto nič in sigurno je Trump v Beli hiši, torej naša Melanija, ena takšna sjajna možnost, ki se Sloveniji kaže in upajmo, torej, da se bo to spremenilo. Tudi zdaj smo videli, čim je novi minister prevzel posle, takoj je bila tukaj izraelska veleposlanica, torej Slovenija je premaknila ambasado iz Tel Aviva v Jeruzalem. Skratka, to so vsi oznake, da se slovenska zunanja politika bistveno obrača in sicer se obrača proti Izraelu in ZDA, kajti eno stvar, jaz sem pred kratkim tudi sem to proučeval, torej dejstvo je, ne, ampak seveda to je posledica vladnih politik, pa posledica medijev, da je velik del Slovencev pravzaprav zelo rezerviran ali celo nezadovoljen z ZDA. Torej, se ne obnaša prijateljsko, nima prijateljskih, bi rekel, občutkov glede ZDA in seveda to je posledica vladnih medijev in vladnih politik, ki so pravzaprav tudi bile ves čas levih vlad nenaklonjene ZDA in seveda tudi nenaklonjene Izraelu. Če se vrneva malce nazaj, ne, Trump, Netanjahu, ta zgodba v tisti misiji Epic Fury, ki se je zgodila februarja letos, ne, je sodeloval tudi Izrael. Ne. Zdaj nekako se je umaknil in skrbile za svoje težave na svojih bregovih. Ne. Tako da ta zgodba Izraela seveda je pa tudi posebna, kajti oni imajo še vedno sanje o tistem velikem Izraelu po osvajanju ostalih ozemelj. To jim ne da miru. Vedno pa imajo za izgovor, ne, da Iran ne sme dobiti jedrskega orožja. Ne. Tako da okoli tega se non-stop vrti ta retorika in to, kar javnost seveda in politika potem premlevata. Ja, lejte, jaz sem bil v Izraelu, sem živel, ko je Izrael imel še Sinaj. In ko je Izrael vrnil Sinaj Egiptu, se je njegovo ozemlje zmanjšalo za 5-krat. Ena stvar, ki morda ne vemo, kakšni že vedo, izraelsko ozemlje je skoraj do kvadratnega kilometra enako veliko kot slovensko. V Izraelu je sicer res, da živi 4-krat več ljudi, približno 8 do 9 milijonov, vendar moramo vedeti,
da je v teh 9 milijonih več kot 20% arabskega življa. Arabci imajo svoje politične stranke v Knesetu. Arabci imajo 10 predstavniških mest v Knesetu. Tako da jaz mislim, da te sanje o velikem Izraelu, to je bolj neko propagandno orožje proti Izraelu, in seveda tudi to je, lejte, tukaj je en podatek, ki ne vem, kje sem prišel do njega. Od začetka vojne v Izraelu do danes se je iz Izraela odselilo 1 milijon njegovih prebivalcev. Židov, bogatih Židov, reni ne morejo jeti ven. Se pravi, to je pravzaprav, veste, jaz bi to rekel, da je to pravzaprav ena izmed največjih nevarnosti Izraela, kajti če se bodo ljudje začeli izseljevati, bo od teh 7 milijonov Židov, ker je v teh 9 milijonov ostalo še 5, 4, 3, če bodo Arabci, bi rekel, z tudi svojo veliko rodnostjo presegli število Izraelcev, torej bo pravzaprav Izrael nekje lahko izginil, bi rekel, od znotraj. In tu je verjetno edina, a veste, dolgoročna rešitev glede Izraela je ta, da se nekako pobota s svojimi sosedi, in seveda tudi ta Trumpov načrt, a veste, teh tako imenovanih sporazumov, ki sta jih izvajali, torej njegov svak Kushner, tudi njegov sin, je pravzaprav ta, da naj bi, in to je, bi rekel, edini pravi načrt, ki lahko pripelje prvič mir na Bližnji vzhod, zagotovi dolgoročni obstoj Izraela, da se v teh tako imenovanih abrahamskih sporazumih vse zalivske države prvič navežejo diplomatske odnose z Izraelom in se odpovejo eni stvari, vi morate nekaj vedeti. Vse te zalivske države še vedno vztrajajo na tem, da je Izrael treba uničiti. Šele ko sklenejo ta abrahamski sporazum, kar ga je do sedaj sklenil Maroko, Združeni arabski emirati in Bahrein, šele takrat vzpostavijo diplomatske povezave in se seveda odpovejo uničenju Izraela. Tudi, naprimer, kar se samih Palestincev tiče, ti imaš to gibanje Hamas, ki je seveda strogo na temo, da je treba Izrael uničiti, medtem pa, ko Al-Fatah, ki izhaja, jaz sem bil v tem Al-Fatahovem štabu v Ramali pred leti, Al-Fatah je pa, bi rekel, mnogo bolj zmeren in zagovarja obstoj Izraela in prijateljsko sodelovanje z Izraelom. Se pravi, imaš tudi Palestince razdeljene med, bi rekel, to uničevalno frakcijo in kooperativno frakcijo in tu, a veste, na dolgi rok je to edina možnost. Ne? Se pravi, neko sodelovanje Palestincev, neko sodelovanje arabskih držav, čeprav seveda to moramo vedeti, neki, ne, da se spomnite tega, o tem načrtu ni več veliko govora, ampak pol leta nazaj je Trump rekel, da bi Američani prevzeli Gazo. In tam je bilo tudi mišljeno, torej on je rekel, da bi naredil riviero, hotele, golf igrišča, in seveda tu morate vedeti, da je bil zadaj verjetno tudi nekakšen načrt izselitve vsaj dela Palestincev, ker sedaj je Palestincev v Gazi 2 milijona in seveda to je ogromno število. In tu je zanimivo, ne, da moje zadnje predavanje v tujini je bilo v Somaliji, odigrano natančneje v enem odcepljenem delu Somalije, ki se imenuje Swaziland. In Swaziland je sedaj priznala samo ena država na svetu in to je Izrael. In seveda, če prizna Izrael, je blizu tudi ameriško priznanje. Zakaj? Zato, ker po eni varianti naj bi se del Palestincev izselil v Swaziland. Ne? In s tem bi, na primer, sprostili del Gaze in to bi rekel, naredilo neko možnost, da torej Američani dejansko to Gazo preuredijo v skladu z izraelskimi, seveda tudi svojimi interesi in nekaj iz te obupno revne dežele, torej pač nekaj naredijo. Saj Somalija je še vedno trn v peti, ne? Ja, Somalija, ampak naprimer ta Swaziland, kjer sem bil, ne, in potem je tam še en del, je Punt,
To pa sta dva dela, ki sta mnogo bolj napredna, mnogo bolj razvita. In razlika pravzaprav izhaja iz tega, da sta bila ta dva dela, se pravi Swaziland in Punt, pod britansko kolonialno oblastjo, medtem preostanek Somalije, ki je najbolj konflikten, je bil pa pod italijansko okupacijo. Ne? In tako da te deli verjetno ne bojo več skupaj prišli, verjetno bo tudi Somalija razpadla, vendar zaenkrat je nekje dogovor na Zahodu, da se ne prizna nobene odcepitve več. Ne? Tako da mi smo imeli, na primer, po pravici, če se vrno zdaj na razpad socialističnih držav, takrat smo imeli srečo, da je bil nek dogovor med zahodnimi državami, da se novo nastale države prizna, sedaj je pa nek dogovor, da se nobene nove države ne prizna. Če se vrneva k Iranu, ne, zanimivo je gledati, ne, že vse od leta 1979, ne, po islamski revoluciji v Iranu, ki je bil padec šaha, pa vzpon ajatole Homeinija, ne, takrat je začetek teh desetletij dolgih sovraštva med ZDA in Iranom. Tako da dolga je že ta brada, ne, dobesedno pri nekaterih. Ne. Pa seveda tudi tista leta 1973 in 1974 močno spominjajo ravno na zdajšnje dogajanje, ki se ponavlja ravno na tem območju. Ne. Govorimo o prvi naftni krizi, zdaj se zgodba ponavlja. Pa še nekaj bi dodal potem za konec. Ne. Tudi takrat se je dogajal enormni El Niño, ravno takrat, v globalnem smislu, ki je seveda pridodal svoje v smislu lakote, podražitve hrane in vsega tega. In to naj bi nas lahko posledično, upamo, da ne, no, trkamo, čakalo tudi v tej epizodi. Ne. Tako da Trump se igra dobesedno z ognjem, ne samo z Iranom, ampak zdaj že kar na večjih frontah. Ja, ne, tle je zanimivo. Čeprav seveda, to je bila vladavina do 79. leta, ne, če se spomnite, je bila to vladavina tega znanega iranskega šaha Reza Pahlavija. Zdaj, sin Reza Pahlavija živi v ZDA in pravzaprav on si prizadeva, torej on bi rad prišel nazaj v Iran, vendar seveda ZDA ne more doseči tega, da bi se vrnil. No, ko ste omenili torej leto 79, torej jaz se spomnim, ko sem bil v Iranu in sem tam obiskal pravzaprav slovensko ambasado, ki je zraven velikega kipa iranskega šaha Reza Pahlavija. Vendar, kaj so Iranci naredili s tem kipom, ki je bil velik, recimo 5 metrov, kip so odrezali pri kolenih. In sedaj vidiš na tistem kipu zgolj, bi rekel, noge do kolen in te noge so oblečene v visoke škornje. S čimer so seveda hoteli prikazati, češ, prejšnji šah Reza Pahlavi je bil opresor, je teptal iransko ljudstvo. Zdaj samo tu je pa, a veste, tu je treba eno stvar pa vseeno omeniti. Lejte, malo smo spet že pozabili ob tej iranski vojni. Ne? Pred začetkom iranske vojne, ne? Torej pred napadom, zadnjim napadom Izraela in ZDA na Iran, je bilo v Iranu zelo močno, bi rekel, gibanje proti šahu. Močne demonstracije, protesti. Pravijo, da so iranske varnostne sile ubile od 20 do 30 tisoč protestnikov. Tudi jaz se spomnim tam najbolj v Iranu, se spomnim, ko sem hodil, ljudje so bili izredno prijazni in so mi rekli, lej, povsod po Iranu lahko hodaš, razen v mestu Qom. Qom je nekje središče tega teokratskega režima, tam so tudi te glavne teološke šole. Ampak zdaj, ko je bil upor, sem videl, da celo v Qomu, se pravi v centru te teokracije iranske, so ljudje demonstrirali proti ajatolah Homeiniju. In, a veste, seveda potem pa, ko so Američani in Izraelci zbombardirali Iran, se je pa razpoloženje spremenilo. A veste, če ti zbombardiraš neko državo, boš težko pričakoval, da bodo ljudje navdušeni zaradi tega, ker si jih zbombardiral. Ne? Kaj pa pričevanja ameriških vojakov, ki pravijo, ne, da si ljudje tam želijo samo, da ni naše uniforme tam. Ne? Kot neka
Ni prispodoba, več jih je to razlagalo, ne? Dejansko, da že tam prisotnost Američanov, ne, na vseh teh območjih, ne, Ja, priliva olje. To je prav, ampak lejte, to je, bi rekel, bolj uradno iransko stališče. Jaz sem nikoli ne bom pozabil, ker sem hodil po Iranu, ne, pa sem pol fotografiral in pač ljudje, jasno, da so videli, da sem tujc, ne. Koliko ljudi je prišlo k meni in so me nekako, ne bom pozabil tega, in so me nekako z žarom v očeh sprašvali, a ste vi mogoče Američan? Se pravi, seveda, uradna politika je proti Američanom, ampak seveda ljudje pa vseeno v Ameriki vidijo neko rešiteljico, ne? In ljudje so, bi rekel, podporniki Amerike, zato pa pravim, razen seveda zdaj, ko so bili zbombardirani, se je to, bi rekel, navdušen, kljub temu, da je seveda Trump to rekel, jaz vam bom pomagal, ampak seveda z bombardiranjem, ne, druga stvar pa je, seveda, a veste, za razliko od Venezuele, ne, kjer je Trump organiziral to vojaško, spektakularno vojaško akcijo ameriških specialcev, tudi ameriških teh posebnih sil, transportnih sil. Američani seveda zelo težko bi poslali kopne sile v Iran. Tu je morda možnost, da sežejo tisti otok Kark v Hormuški ožini, vendar to je otok, medtem ko pošiljanje kopenskih enot bi bilo pa seveda zelo, zelo tvegano in to si Trump ne bo privoščil. Pravijo določeni pripadniki specialnih enot, že upokojeni, ki so dajali izjave, številni podcasti zdaj obstajajo, tudi številnimi upokojenimi CIA agenti in tako naprej, da bi bil to samomor ameriške pehotne vojske. Ja, se pravim, zaradi tega, tako da tu, da bi ameriška pehota posredovala a veste, Venezuela je vseeno blizu, Venezuela je majhna, tudi tam je bila opozicija Maduri, medtem ko tukaj v Iranu bi pa to mnogo težje izvedli in torej jaz sem prepričan, da do kopenskega posredovanja, a veste, Iran je ogromna, to je ogromna država, ne, tudi a veste, ne, tu je ena stvar, ne, glede Irana se v bistvu ne ve, naprimer, ne, lejte, v Iranu je seveda glavni perzijski narod. Vendar, ne, kar se ne ve, je to, da Perzijci predstavljajo samo 47% iranskega prebivalstva. Večina so manjšine, Kurdi, Azerbejdžanci, Arabci in seveda te manjšine živijo večinoma na obrobju Irana in večkrat, naprimer, sem zasledil torej mnenja, ne, med upokojenimi generali, so rekli, Trump bi se moral bolj osredotočiti na te manjšine, Azerbejdžanci so glavni, mislim, da je Azerbejdžancev celo 23%, se pravi skoraj da polovico toliko kot Perzijcev, in bi rekel, dialogom s temi manjšinami lahko dosega uničenje Irana. Vendar seveda, lejte, verjetno torej niti ZDA, zlasti pa bi rekel tiste zalivske države okoli, od Saudske Arabije do drugih zalivskih držav, ne želijo, da bi Iran razpadel. To gre za 90 milijonov ljudi. Zamislite, da bi prišlo do eksodusa teh Irancev, kam? Seveda v sosednje države. Seveda, to je ena karta pri Iranu, da je pravzaprav njegova velikost in njegova pomembnost preprečuje te radikalne prvič kopenske napade in drugič tudi, bi rekel, preprečuje to nevarnost, da bi Iran razpadel. Ampak je zanimivo tudi to, ne, da $1 milijardo na dan, ne, naj bi stala ta Trumpova vojna z Iranom, po nekaterih ocenah, nekatere ocene so še hujše, ne, te predikcije raznih inštitutov v Ameriki, ne bom zdaj predolg, no, ampak že to je ogromna številka. Ne. Support v bistvu vojni industriji. Ja, sigurno. Zdaj nekaj morate tudi vedeti. Spomnim se, ko je bila vojna v Iraku. Morate vedeti, da je potem takrat Bush, mlajši in starejši, da sta imela ravno tako ogromne vojaške izdatke,
vendar je potem, bi rekel, krog teh bogatih zalivskih držav, Saudska Arabija, Kuvajt, Katar, Bahrein, na stotine in stotine milijard teh stroškov povrnil ZDA. Kot kar se Trumpa tiče in njegove poslovnosti, lahko kakšno podobno potezo pričakujemo tudi od Trumpa, res pa, ne, tisto, kar sem prej omenil, ne, dejstvo, da Trump in ZDA ne morata v celoti preprečiti napadov na te zalivske države, ne, malce znižuje pomen ZDA, ne, kot sem rekel, te države se sedaj skušajo navezati diplomatske odnose z Iranom, se povedati z njim in na ta način preprečiti napade. Ne. Se pravi, tu bi Trump pravzaprav manj bil v položaju, da zaračuna te stroške za ljudskim državam, kajti ona lahko reče, lejte, kljub temu, kljub ameriški zaščiti, seveda dejstvo je, da ti ameriški sistemi Patriot prestrezajo te rakete razen najmodernejše, vendar vseeno so te države pod udarom iranskih raket in seveda so doživele torej kar nekaj uničenja zaradi tega. Ja, ampak če zdaj malce povežem z temi včerajšnjimi dogodki, ne, obiska NATO, ko je imel v Ankari to srečanje vseh članic NATO, vključno s Trumpom, gostitelj seveda Erdogan, ki seveda je, bomo malce kasneje o tej simbolični lokaciji tudi govorila, ne, Turčija ima tudi svojo zgodbo v tej regiji, ampak 5% BDP-ja, ne, torej še več naj bi članice NATO prispevale ravno v kaso, ki seveda komandira ZDA in pa trenutno Trump, ki je pa očitno nenasiten tega denarja. Ja, dejstvo je, lejte, če pogledate podatke, NATO, mislim, da zdaj pa ne vem, ali 50 ali pa 60% vsega orožja kupijo od ZDA. Ta povezava je seveda značilna in seveda zaradi tega ZDA ne bodo nikoli izstopile iz NATO. Zdaj, kar se tiče teh procentov, tu veste, ne, povemo, ne, da je Slovenija čisto obrezno. Ne. Slovenski izdatki so 1,5%. 1,5%, prav nismo niti na 2%. Torej, mislim, da je vlada, zdaj sedanja vlada je naredila torej nek prikaz, kako bi prišli do 3%. Nekatere države, torej zlasti tiste, ki se počutijo najbolj ogrožene, naprimer Poljska, se dejansko že sedaj bližajo skoraj da 5%. Vendar jaz bi tukaj rekel, da 5% je seveda zelo veliko, po mojem preveč. Rekel bi pa to, da če bi se sedaj, čeprav zaenkrat ne kaže prav veliko, spet tu je spet Trump tisti, ki lahko to edini prekine, če bi se na primer v doglednem času končala zlasti vojna v Ukrajini, torej ki je najbližje Evropi, če bi se končala vojna v Iranu, ki sicer ni tako blizu Evrope, vendar dejstvo je, da Trump zahteva in sedaj so bolj ali manj torej tudi te glavne evropske države od Združenega kraljestva do Nemčije poslale svoje vojne ladje v Iran, se pravi, da so tudi one vpletene v to vojno. Druga stvar je tudi Izrael. No, pri tem Izraelu se spomnim, ko sem desetletja hodil v Bruselj vsako leto. Moram reči, da sem tukaj pred približno pol leta po domače povedano dol padel, ko sem zvedel, da je naša gospa predsednica Pirc Musarjeva po 3 letih prvič obiskala Bruselj. Sem rekel, ja, križa na kona, a hod v Afriko, kar tudi hodijo, ja. Mislim, da je bila ravno v Ugandi in potem sem rekel, ja, jaz sem hodil v Ugando, se na lastne stroške, ne na državni proračun. Tam Uganda je zelo priljubljena med turisti, zaradi tega, ker tam hodijo gledati te človeške gorile. Ampak skratka, ne glede na to, se pravi, gospa predsednica je po 3 letih prvič obiskala Bruselj, ki je seveda center evropskega dogajanja. No in zdaj jaz bi rekel, če bi se razmere no, in kar sem hotel povedati je to, da mi je enkrat nemška diplomatka, ki je bila zadolžena za širitev, pripovedovala, kako je enkrat Izrael, ki, če ga pogledamo, je dejansko evropska država. Ne? In Izrael je nekrat zaprosil za vstop v Evropsko unijo.
Sem rekel, kaj ste pa naredili? Je rekla, tisto njihovo prošnjo smo skrbno zložili in dali v najgloblji predal, tako da se slučajno. Ne? Zdaj, seveda, zamislite si, ne, da bi se Evropska unija zapletla z Izraelom. Ne? Čeprav, seveda, po drugi strani je pa Izrael, ne, glede na sestavo, je v veliki meri evropski in seveda na ta položaj, ki ga ima in zdaj ta eksodus Izraelcev, bi seveda to Izraelcev lahko bistveno pomagalo, ampak seveda Evropska unija se v to ne bo vpletla. Tako da jaz bi rekel, če bi se zadeve na teh vojnih območjih umirile, pol tudi ne bi bilo takšnega pritiska na 5% zvišanje. Ne. Seveda je pa dejstvo, ne, da je vse v rokah ZDA in Trumpa. Že, ampak če pogledava samo recimo Melonijevo, kako je branila, rekel, italijansko zgodbo, Italijo samo, ne, kot narod, ne, ki očitno ne mara ravno Trumpa in ni željan vojen in biti pripaden tej zgodbi, tudi 5%, ne, da enostavno ne bo več dovolila, da uporablja za polete v tiste dele sveta njihove baze. Močno sporočilo, ne. Tako da tudi znotraj teh NATO-vih zavezniških sil so očitno nesoglasja, da ne govorimo še o povezavi z Evropskim parlamentom, kjer tudi gori, ker se zgodbe delijo zelo, skoraj da na dnevni bazi. No, zdaj bodo počitnice, ampak vojna ne pozna miru. Ja, absolutno. Ne. To je dejstvo, da je, kot sem prej omenil, Evropa je dosti sovražno nastrojena proti ZDA, čeprav po drugi strani, ne, kar kaže zlasti vojna v Ukrajini, pa Evropa ne more nič storiti brez ZDA. Bolj mogoče proti trenutni politiki. Ja, moramo ločiti, ne, državo od... Pod Trumpom je ta sovražnost mnogo večja. Absolutno. Ne. Nekako v demokratski inačici je to sodelovanje večje. Številne evropske države so nastrojene proti Trumpu, to je dejstvo. Ne? To je dejstvo. Čeprav, ko se pripravljam na te zgodbe, ne, grem potem pogledati tudi ostale ameriške predsednice, ampak predsednike, praktično ni bilo predsednika, da ne bi šel v vojno, ne, da ne bi bilo žrtev. Ne. Govoril sem prej o pehotnih enotah. Ne. Vsi prejšnji predsedniki so se upekli, ali bodisi v Afganistanu, v Somaliji, da ne naštevam še kje vse, ne, so bile žrtve in to velike, pa da se ne pozabimo tudi Vietnama, ne, že na začetku. Tako da malce je prisoten zdaj ta strah vstopa s pehoto na ta območja, ko govoriva zdaj o Bližnjem vzhodu. Ja, absolutno. Torej, vemo, da Amerika je pravzaprav celotna zgodovina Amerika je zgodovina vojn in tudi, naprimer, lejte, sam ta podatek, ne, ki kaže na to, da Amerika kontrolira pravzaprav cel svet in da če pride do konflikta, če pride do ogrožanja nekih interesov, posreduje. Amerika ima danes v svetu 800 vojaških oporišč. Se pravi, pokriva celoten svet, ne? In kjer se zgodi nekaj, kar ni v skladu z ameriškimi interesi, torej dejansko Amerika posreduje. Zdaj je Trump napovedal, torej jaz upam, da ne bo resničil, vendar je možno, da bo celo posredoval v Kubi, ne? In spremenil režim v Kubi. Tu je nekaj zanimivega, veste. Pa še Venezuela, ne, ga čaka. Dobro, Venezuela je, naprimer, spravil v red, ne. Ampak, naprimer, tu je nekaj zanimivega, kar smo mi tudi malce pozabili, ne. Lejte, do pred nekje pol leta je bil Trump kandidat za Nobelovo nagrado za mir. To smo malo že pozabili. In potem je to nagrado dobila sedanja predsednica Venezuele Machadova. Ne. In takrat pol lahko vidimo, da je Trump pol, jaz bi rekel, kukar nekje iz protesta rekel, ok, zdaj se pa ne bom zavzemal toliko za mir, ker dejansko je prej dosegel tudi mir v nekaterih drugih državah, Indija, Pakistan, in je rekel, ok, zdaj bom pa naredil nekaj vojaških pohodov in je prvič udaril na Venezuelo, sedaj je udaril na Iran, napoveduje operacijo v Kubi, ne? Tako da jaz bi rekel, da je tudi malce iz te užaljenosti, ker mu niso podelili te Nobelove nagrade za mir, na katero je računal in torej zgleda, da ima, a veste, bom povedal še en podatek, ne? Torej ima seveda neko željo
da bi zapustil močno sled v svetovni politiki. Tu je, naprimer, pred kratkim je imel govor v Južni Dakoti, mislim, zraven tega Mount Rushmora, kjer so ugravirani, kjer bo šel v Ameriko, ne gre v Južno Dakoto, in tam so v enem skalnatem, veliki skalnati gori, so ugravirani 4 ameriški predsedniki. Ne. In torej Trump tega ni nikoli rekel, vendar njegovi kolegi v republikanski stranki pa so to odprli in tudi predlagali, da bi kot 5. predsednika v to skalnato planino ugravirali Trumpa. Tako da, ne, se pravi, tudi to kaže na to, pač, da je, zgleda, pač želi pustiti torej neko močno sled čeprav se jaz računam, da do tega verjetno ne bo prišla. Mislim, da so potem oglasili tudi naravovarstveniki, ki so potem rekli, da tudi sploh ni več dovolj prostora še za eno glavo, no, ampak torej verjetno to ne bi bilo sprejeto prav dobro v svetovnih medijih. Spomnimo se naprimer tega Trumpovega posredovanja glede prekrška nad najboljšim ameriškim nogometašem, torej je bilo tudi veliko protestov slišati. Ne? Ja, ampak če greva nazaj k tej vojni za nafto v končni fazi, to je, okoli tega se več ali manj vse vrti, če smo nekako čisto pošteni, ta apetit po sočkih, ki prinaša milijarde in seveda omogoča svetovno industrijo, še posebej, ko je govora o Rusiji in Kitajski, Japonski in pa seveda Aziji, ko je govora o Iranu namreč, kajti od tam dobivajo surovo nafto in pa vse, kar pritiče temu. Da ne govorimo niti o umetnih gnojilih in ostali petrokemičnih izdelkih, ki so morda malce zapostavljeni. Tukaj se začenjajo zapleti in tukaj lahko nastane tista velika težava. Ja, zdaj se prav nekaj treba vedeti. Ne? Največja proizvajalka nafte na svetu je ZDA. Ne? Ko je začela, mislim, da ravno tako spet, ko sem bil v tej Južni Dakoti, da so glavna nahajališča skrilavcev tudi ravno v tem osrednjem delu ZDA. Skratka, nafte je, torej, ne toliko, torej seveda ima tudi črpališča v Alaski, ki so bila sporna in ki jih je Trump spet obnovil, prej pa so varstveniki okolja preprečili črpanje nafte na Aljaski in nekaterih drugih predelih. Ampak Amerika je začela pridobivati nafto iz škrilavcev in sedaj je Amerika tudi, mislim, da največji svetovni izvoznik nafte. In seveda tu je pa drugi problem, in sicer za Evropo, ki se je seveda pod ameriškim pritiskom v celoti več ali manj odpovedala ruski nafti. Kar je seveda v redu. In plinu tudi. Ne? In plinu. Ampak v čem je problem? Ameriška nafta in plin je 7-krat dražja. In sedaj Nemčija, ko je seveda tista, na katero Trump vedno najbolj pritiska, ne? In ki je tudi seveda največja podpornica Izraela, hkrati z Avstrijo, in tu moramo iti nazaj v zgodovino, holokaust in to, ne, in zaradi tega sta Nemčija in Avstrija najbolj občutljiva. In Nemčija, ko je sedaj zamenjala rusko nafto z ameriško, seveda postaja cenovno nekonkurenčna. Če ti ugrajuješ energente po 7-krat višji ceni, ne. In to je seveda tudi eden od razlogov, da je Nemčija v krizi, to je eden od razlogov, da se kanclerju Merksu maje stolček, kajti nemška konkurenčnost peša in seveda to direktno prizadene spet tudi Slovenijo, kajti Nemčija je naš največji trgovinski partner. Tako da to je problem tudi pri tej nafti, ne? Da Amerika seveda ima te nafte dovolj in jo pošiljajo seveda svojim zaveznikom. Ne? Pa tudi konkretno izvedeli smo, da bo Slovenija dodala znova, govori se o $50 milijonih, to je verjetno za Trumpa drobiž, ne, absolutno, ne, za pomoč Ukrajini, ne. Tja se tudi iztekajo milijarde ne, evrov pomoči in tukaj pa Evropa igra kar precej močno vlogo, ne, na tej strani, verjetno z razlogom.
Zdaj, vi verjetno najbolje veste, da teh ozadij je lahko več. Ne? Interesi NATO-vih baz, Ukrajine kot soseda Rusije, ampak te spori se vlečejo že precej dlje časa, kolikor ta moderna zgodovina to nekako nam podaja skozi medije zadnje čase, še posebej od tistega začetka po covidu, ko je Rusija napadla v tistem februarju Ukrajino in to traja še danes. Ja, jaz bi rekel, da od vseh teh vojn, ne, ki zdaj divjajo, ne, se pravi Ukrajina, Izrael, Iran, po moji oceni je bila iranska vojna najbolj potrebna. Zakaj? Zato, ker je Iran je bil tisti, ki je ukazal napad na Izrael. Ukazal je Hamas, ukazal je Hezbolah, a tudi sami so napadli Izrael. Najmanj, se pravi, Izrael tu ni imel kaj, Izrael je pač bil prisiljen sprejeti to vojno. Tudi je imel, ne, tu morate vedeti, da je število žrtev v prvem dnevu napada Hamasa v Izraelu bilo 1200, kar je največje število ubitih Izraelcev po genocidu, holokausta v drugi svetovni vojni. Ogromno število žrtev, tudi mislim, da je sedaj v teh spopadih bilo veliko izraelskih vojakov ubitih in zaradi tega je seveda potem ta bes Izraelcev, ki je seveda tragično izvenel v pravzaprav 40 do 70 tisoč pobitih Palestincev, ki so šli na pest Izrael. Mislim, po 20 letih, ne? Po 20 letih Izrael se je iz Gaze umaknil leta 2005, po 20 letih mirnega sožitja, postopnega razvoja Gaze, tudi govora o tem, da bi palestinska država končno nastala, so se Palestinci odločili napasti Izrael. Mislim, kakšna neumnost in kot sem rekel, seveda na ukaz Irana, ki je glavni financer teh palestinskih skrajnih organizacij, kot vidimo. Ne. Tako da to je, bi rekel, pokopalo, jaz mislim, da tudi velike šanse o nastanku palestinske države, na kar Izrael ne bo pristal. Torej, Izrael ne bo pristal na palestinsko državo, ki ga je po 20 letih miru nenadoma napadla, tako da s tem jaz bi rekel, da se je mir na Bližnjem vzhodu dejansko kar oddaljil. Seveda nič pa ni nemogoče. Ne? Dej, če Trump pritisne močno na Izrael in doseže nek dogovor glede ureditve Palestine, glede Gaze, kot sem rekel, ne, da se tu del prebivalcev izseli, ki bi verjetno, jaz bi rekel, da del Palestincev spet, tukaj govorim o denarni spodbudi, če bi vsakemu Palestincu dali nekaj $10,000 in bi rekli, lahko se preselite v naprimer Swaziland, ne. Čeprav tukaj morate pa nekaj vedeti, ne, kar morda je tudi manj znano. Lejte, sosedna Jordanija ima sprejet zakon, ki prepoveduje sprejem enega samega Palestinca. Zakaj? Zato, ker seveda, dobro, ta nesrečni palestinski narod, ne, ki je seveda razseljen od 48 leta naprej, večje število Jordanija je 48 leta, pa v kasnejših vojnah sprejela večje število Palestincev in seveda, kaj so ti Palestinci naredili v Jordaniji, hoteli so prevzeti oblast. Ne. Podobno je bilo, oziroma enaka zgodba je v Libanonu. Libanon je bil pred desetletji meka, bi rekel, za cel Bližnji vzhod, meka igralništva, razvoja, miru. In seveda, ko so se tle preselili Palestinci, Libanon je zdaj uničen. Spomnim se, ko sem bil v Bejrutu, pa sem se srečal z neko gospo, ki mi je prepoznala in rekla, lejte, 3 hiše sem naredila ven iz Bejruta, je rekel, vse 3 hiše so bile uničene v teh vojnah z Izraelom. Ne. Tu Izrael seveda napada te Hezbolaha in druge palestinske frakcije, ki seveda izstreljujejo rakete na Izrael. Ne. Se pravi, 2 državi sta bili uničeni zaradi palestinske imigracije. Ne. In to potem zaradi tega številne, in enako velja za zalivske države. Ne. Zalivske države naravno tako ne bodo sprejele nobenega Palestinca, ker vedo, da to pomeni probleme, te Palestinci so tudi dosti levo
usmerjeni, verjetno bi propagirali za zamenjavo kraljev in šejkov, ne? Tako da problem je s temi Palestinci, da jih praktično noben noče sprejeti. Ne? In da je tudi, kot veste, tudi evropske države, ne, so zelo pritisnile pedal na preprečevanje imigracije. Ne? Morda še malce to trenje med Putinovo Rusijo oziroma Putinom in pa zahodnim zavezništvom NATO, z Evropsko unijo, pa v končni fazi tudi s Trumpom oziroma Združenimi državami Amerike. Kar se tiče NATO baz, obstaja seveda so kar dokumenti, dogovori, ne, takratnim Hansom Dietrichom Genscherjem, ki je predstavljal seveda takrat Nemčijo. Šlo se je za združevanje Nemčije in kot pogoj, da seveda vzhodna Nemčija se priključi zahodni, je le ta, da se NATO-ve baze ne bodo širile na rusko mejo. In tukaj naj bi obstalo in seveda po letih se je to kršilo in od takrat naprej je ta zgodba, ne, in tudi vojna z Ukrajino je posledica teh nespoštovanj dogovorov. Ja, tu je, bi rekel, spet ta vloga ZDA glavna, ne? Da lahko rečemo NATO, za NATO je ZDA. Ne? Začelo se je, mislim, da leta 2014, ne? Ko je bil v Ukrajini izvoljen proruski predsednik in takrat so pravzaprav pod taktirko ameriške ambasade, mislim, da je Joe Biden osebno prišel tja, so pravzaprav vrgli v tej tako imenovani revoluciji časti, so vrgli tega proruskega predsednika. Vem, da so mi prepodvali kakšni, da so ameriški, bi rekel, uslužbenci ambasade stali na ulici in da so vsakemu, ki so ga videli, so rekli, evo ti $100, ampak moraš protestirati. Skratka, ta proruski predsednik Ukrajine je padel. Takrat so Američani, jaz bi rekel, pravzaprav videli, da v Ukrajini lahko dobijo nekakšno protiutež Rusiji ala Tajvan proti Kitajski. Ne? In takrat so potem postavili prvič proameriškega predsednika in pozneje so potem postavili, podprli seveda tudi izvolitev Zelenskega, ki pa si je potem kot prvi cilj zadal pokoritev ruske manjšine v jugovzhodni Ukrajini in ukazal napade ukrajinske vojske na ta del in seveda takrat je potem ruska vojska prvič neuradno pomagala tej ruski manjšini, potem je pa tudi uradno vstopila v ta jugovzhodni del Ukrajine. In torej dejansko ta vojna, jaz bi rekel, da je najmanj potrebna, najbolj neumna, kajti projekt je bil, kaj je bil projekt? Tudi Ukrajina je dejansko že začela spreminjati ustavo, ki bi dovolila namestitev NATO-vih oziroma ameriških raket na rusko-ukrajinski meji, mislim, da je dolga 1250 km. In seveda, zdaj, kaj je bila predpostavka tega? Predpostavka strategov NATO, spet ameriških strategov, je bila ta, da ko se bo Rusija začela konfrontirati z Zahodom, bo to pripeljalo prvič do padca Putina, drugič do razpada Rusije. To je neumnost. Ko je država ogrožena, enako smo zdaj videli v Iranu, enako smo videli pri Palestincih v Izraelu, se seveda ljudje nekako nagonsko združijo okoli voditelja. Putinova pozicija v Rusiji je verjetno dost močna, tako da to je bila totalno nezadostna ocena, neprimerna ocena in ta vojna, torej, ki se je vlekla, najdalj trajajoča vojna na stotine tisoč žrtev, torej je res totalno nepotrebna in je nastala z nepotrebnim izzivanjem NATO Rusije. To je neka podobna neumnost, kot če se spomnimo, pred leti je Sovjetska zveza naredila podobno idejo, čez da bo namestila jedrske rakete na Kubi in je seveda takrat je Kennedy poslal ladjevje in bi skoraj prišlo do 3. svetovne vojne, vendar izgleda, da se nobeden ni od tega nič naučil. Ja, samo so se tudi Rusi ustavili, ne, konec koncev, ne. Ja, Rusi so takrat ustavili, seveda. Kennedy je ustavil to invazijo, absolutno, ne. So videli, da se ne gre hecati, ampak pravim, zdaj pa NATO naredil isto napako. Ne.
Ja, ampak šlo je tudi za razpad Sovjetske zveze, ne? Litva, Latvija, Estonija in vse te države, ne? Bivše z Belorusijo vred. Zgodba je precej bolj kompleksna. Ne? Ja, sigurno, ampak bi tudi rekel, da je evropska politika v preveliki meri pod vplivom teh bivših ruskih držav, baltskih, Litve, Latvije, Estonije, tudi Poljske, ki so imeli res, bi rekel, slabe izkušnje z Sovjetsko zvezo, vendar vseeno danes je, jaz vseeno, torej brez Rusije, a veste, če ne bo Evropa dosegla nekega strateškega dogovora z Rusijo, bo tudi za Evropo slabo. Koncev moramo vedeti, ukrajinska vojna, kaj Madžarska meji na Ukrajino, se pravi, smo tudi mi skoraj da v vojni, ne, če se malce razširi. Tu moramo vedeti, da naprimer Putin zelo pazi, da te vojne ne razširi izven Ukrajine. Znano je, da NATO ima številne satelite v orbiti, ki opazujejo Rusijo in tudi Ukrajini dajo vse obrambne podatke. Moramo vedeti, da bi Rusija z lahkoto se streljila vse te satelite, vendar jih ne. Ravno zaradi tega, ker noče širiti te vojne, ker noče zaostrovati razmerij z Zahodom, v veliki meri pa seveda zaradi tega, in jaz sem tu torej dejansko na oceni, da Rusija ni velika grožnja, ni pa velika grožnja predvsem zaradi tega, ker gospodarsko ne predstavlja več supersile. Rusija je, 15. država po gospodarski moči na svetu in to enostavno, torej ni več v poziciji, da bi naprimer zasedla Evropo, da bi tekmovala tudi za ZDA, torej vsaj na gospodarskem področju in seveda zdaj, če ti gospodarsko nisi več uspešen, torej postopoma se potem to pozna tudi na varnostnem področju, na kulturnem področju. Tako da, kot pravim, jaz mislim, da je za Rusijo, torej po mojem mnenju je treba vojna Ukrajina-Rusija končati in potem začeti, torej, dobro, tudi Putin bo samo na čelu Rusije 4-5 let, potem je pa možnost, seveda, da se pričnejo pogajanja. Jaz mislim, da je bila Rusija pripravljena torej, na nek dogovor z Evropo, z ZDA o končanju vojne in tudi o neki, seveda je pa treba vedeti, da gre za rusko manjšino v jugovzhodni Ukrajini, ki so ji odzeli pravico do jezika, ki so ji odzeli pravico do religije, in če bi Rusija dobila torej neka zagotovila svetovnih velesil, bi bila možno torej tudi nekakšen umik. Dobro, za Krim je težje to predvideti. Čeprav je zanimivo letošnje leto, če pogledamo vse dogodke, če malce strnem. Kitajska kot nova gospodarska svetovna velesila, od katere so odvisne marsikatere industrije, ameriške in evropske, pa tudi v svetovnem smislu, da ne bo pomote. Potem Iran kot dobavitelj nafte za azijske trge, potem imamo seveda nesoglasja znotraj Evropske unije, vojna v Ukrajini, pa pozabljamo še eno zgodbo, okoli katere se bo seveda verjetno vedno več pisalo, to je migracija vseh teh, ki so bežali ravno iz te regije in pa tudi regije Afrike na evropska tla. Tako da imamo, če lahko uporabim, ne mi zameriti besedo, nek tutti frutti, nek konglomerat ogromnih težav, na koncu pa trpijo cene hrane, višji davki, davčna politika, oziroma veliko nastane vsa ta zgodba na vseh teh frontah. Ja, ampak tu je pač Evropa zdaj na tej poziciji in to je pozicija desnih strank. Evropa, spomnite se Merklove, ko je rekla, kaj je bilo to, 10 let nazaj, pridite. In je 1 milijon imigrantov, bi rekel, prišel tudi po balkanski poti in se bi rekel, preusmeril večinoma v Nemčijo in potem druge države. In zdaj je pač ta politika, to se je spremenila. Evropa po vzoru, bi rekel, po politikah desno-sredinskih strank zapira svoja vrata migrantom. Torej tu je, jaz bi rekel, treba reči, da kar se tiče Afrike, naprimer, da je mnogo bolje, da
Evropa ali pa ključne države, kot je Nemčija, skandinavske države, investirajo v Afriko in tam, bi rekel, dosežejo nek razvoj, ki bo preprečeval preseljevanje, ne? Da pa se v razviti svet sprejme pač toliko migrantov, kot jih potrebujemo, da se seveda ilegalno prečkanje meje naredi za prekršek, kriminalni prekršek, zaradi katerega greš lahko v zapor. Jaz vsakič, ko gremo v Afriko, ravno zdaj sem se vrnil pred enim tednom, potrebujem vizo za vsako državo. Tle pa bil nek konsens, da ljudje lahko prehajajo meje, kolikor se jim zdi. Seveda je pa neki tle globi problem, ki sem ga verjetno že omenil. Torej dejstvo je, da je število rojstev povsod po svetu, razen v Afriki, vsaj za 40-50% premajhno. In če ne bomo sprejemali migrantov, bo število prebivalcev začelo usihati. Slovenija jih sprejme vsako leto kar nekaj tisoč in število prebivalcev Slovenije ostaja nekje na 2 milijona. Gledal sem podatke za sosednjo Hrvaško, ki imajo seveda negativne izkušnje s srbsko manjšino in so torej proti kakršnikoli imigraciji. Število Hrvatov se je leta 2024 zmanjšalo za 300 000. Se pravi, skoraj da 10%. Dobro, nekaj Hrvatov se še izseljuje, ampak torej tudi Hrvati imajo še nižjo rodnost kot v Sloveniji, torej za 10% v enem letu. Ne? Se pravi, vse države, razvite države, se bodo mogle počasi vprašati, kaj hočejo. Ne? Njihova rodnost je premajhna, pospeševanje rodnosti je več ali manj iluzorno, čim ljudje dosežejo nek višji standard, nočejo več imeti otrok. In potem je edina, bi rekel, rešitev pri vlačenju imigrantov. In tudi, gledajte, če pogledate Slovenijo zdaj, ne? Zdaj sem bil v Avstriji v enem hotelu in ko sem prišel iz sobe, so bile okoli vse čistilke Bosanke. Iz Bosne se ljudje ne selijo več v Slovenijo, gredo v Avstrijo. Zakaj? Seveda imajo boljše plače pa pogoje bivanja in v njih vabijo. Kajti alternativa je potem samo imigracija iz Afrike. Ne? No in naprimer, kaj se je potem zgodilo zdaj v Sloveniji in enako v vseh drugih evropskih državah, tudi naša prejšnja zunanja ministrica je šla v Bangladeš in torej Filipine in Nepal, ne? In smo sklenili z njimi dogovori, da oni pošiljajo delovno silo jaz se spomnim, lansko leto sem bil v Malti v enem hotelu, vsi uslužbenci hotela so bili Filipinci. Ne? In tudi pri nas imaš ogromno že Filipincev in Nepalcev, ki jih, bi rekel, uporabljamo kot delovno silo, kajti če ni imigracije iz bivših držav Jugoslavije, kjer je bilo prej, bi rekel, znaten pritok, zdaj se pa te oni raje preusmerjajo, kot sem že rekel, v zahodne evropske države, ki imajo že nekatere sporazume glede bodočega vstopa na Evropsko unijo. Nam ni preostalo drugega, kot da sklenemo sporazum z Filipini in Nepalom in dobimo delovno silo od tam. Zagotovo poznate Jeffrey Sachsa, predavatelja, svetovalca številnih vlad in predsednikov, ki nedavno je imel tudi govor pred evropskimi poslanci in njegova zgodba je bila ta, da enostavno, da če se vse skupaj ne bo ustavilo po mirni poti v nekem doglednem času, je imel v mislih seveda vojno v Iranu, potem seveda trenja znotraj Evropske unije, vse, kar sva že naštela. Potem pa je prišel do zanimive teze, uvodoma sem omenil ta El Niño, ki se pojavlja šele zdaj v Pacifiku, že tudi na drugi strani, mimo Guama gre zanimivo, že velik orkan, ki bo pa seveda v Evropi lahko pustil posledice šele jeseni ali pa še nekaj časa kasneje. Nova kriza za oskrbo s hrano, Iran, vemo, umetna gnojila, Ukrajina, tudi zibelka dobrin, tudi umetnih gnojil, da ne naštevam. Žita, ne? Tako da, če se stvari ne postavijo na svoje mesto, nas čaka res lahko, pa nočemo strašiti, ampak res ena izmed hujših globalnih kriz novega tisočletja. No, to je, bi rekel, pesimistična napoved. Se pravi, mislim, sem bil ravno
pol leta nazaj sem bil na Povzemam. Ja, da ne bo pomote. dobro, a veste, Jeffrey Sachs je bil res svetovalec, ampak mislim, da se je pol kompromitiral z nekimi velikimi honorarji in kot ste vi prej rekel, torej, da ima nek svoj inštitut. Tako da njegove napovedi ne bi vzel, bi rekel, kot 100%. Pa berejo veliko, ne, po spletu in po družbenih omrežjih. Sej, ampak pravim, to je pesimistični scenarij, ki težko je, dobro, tudi segrevanje ozračja, torej sigurno obstaja, vendar zaenkrat torej ni nujno, da bo prišlo do takšne, bi rekel, globalne krize prehranjevanja. Ok, zlasti naprimer, če se Ukrajina, Rusija, torej morda vojna konča in Ukrajina spet, bi rekel, postane glavni izvoznik žita. Je pa seveda, tudi Rusi vedo, da in tudi blokirajo celotno, bi rekel, črnomorsko obalo Ukrajine in s tem preprečujejo izvoz žita, da s tem prizadanejo tudi širši svet. Ne? In seveda, tudi v pričakovanju, torej jaz sem prepričan, torej, da si Rusija želi končati vojno. Ne? Imajo tudi velike težave z naborniki, tiste ocene, koliko je umrlo Rusov, koliko je umrlo Ukrajincev, to ne moreš verjeti, to so lahko pristranske, ampak sigurno je za rusko gospodarstvo, ki ni več torej daleč od nekega glavnega svetovnega gospodarstva, je to ogromno breme, ljudje so vedno bolj nezadovoljni, seveda je veliko tudi žrtev, ne? In jaz sem prepričan, da si Rusija želi končati vojno v Ukrajini in tu imamo torej dejansko ta Evropa, torej neka fraza lahko uporabimo, Evropa si želi vojne z Rusijo do zadnjega Ukrajinca. Ne? Torej dejansko je ta vojna, zdaj prej tudi Američani so tu verjetno prispevali k temu, kajti cilj te vojne Ukrajina, Rusija je, bi rekel, oslabiti Rusijo do te mere, da ne bo več sposobna voditi naslednjih vojne. Ampak to je seveda, to so neke predpostavke, torej NATO-vih in ameriških strategov, ki so vsaj za Evropo zelo škodljive. Torej zato jaz pravim, torej vojna v Ukrajini in Rusiji bi se mogla končati in dati, torej kar je edina pot, torej pred pogajanjem, če sedaj, čez leto, torej in tisto, ko vojna se konča običajno tako, da se potem vmes postavi neke sile mednarodne, ki to, torej podobno ravno lansko leto sem bil v Južni Koreji, ti imaš to znamenito tamponsko odnočje med Južno in Severno Korejo, ki uspešno preprečuje, bi rekel, nastajanje novih vojn. Bolj je bilo mišljeno tudi to, da teh 5% BDP-ja, ki ga naj bi prispevali za NATO, pa še vsi ostali davki, ki jih zdaj ustvarja na takšen ali drugačen način Evropska unija, da bi si morali kanalizirati v ljudem in okolju bolj praktičnim rešitvam, okoljevarstvu, v smislu ali pa imeti fonde za poplave, potrese, za sanacijo številnih območij. Vemo, da marsikaj še ni bilo saniranega, oziroma da bi morali ta denar kanalizirati predvsem za ljudi, ki ga resnično potrebujejo, ne za svinčene krogle, ki seveda nekaterim prinašajo svinčeno težke kovčke denarja. Absolutno, ampak tudi to, kar ste omenili, naprimer pomanjkanje hrane. Se spomnim spet, leto, dve nazaj, sem hodil po nekih afriških državah. Vlaganje v namakalne sisteme v Afriki lahko drastično poveča proizvodnjo hrane v Afriki. Tam imaš ti tudi celo Saharo, če bi se namakala, torej tam bi se lahko bila, torej veliki nasadi hrane bi se lahko tam razvili. Se pravi, absolutno, če se bi denar pametno vlagal, vlaganje v vojaštvo ni neka produktivna investicija.
dobro, na kratki rok, naprimer neko zagotavljanje varnosti, ampak seveda boljše je, če ni izzivov varnosti. Se pravi, če bi prišlo do nekega bolj mirnega obdobja, bi bilo seveda pametno, to je teh 5%, če bomo do njih prišli, zmanjšati na 3-2 in seveda razliko pametno investirati. Torej ena varianta je v socialne mreže za najbolj prizadete prebivalce in druga, torej če je prišlo do krize hrane, ne, torej identificirati območja, kjer je proizvodnja hrane mogoča. Ja, ZDA postrelijo municije, če se v narekovajih tako izrazim, v 14 dneh pade slovenski proračun. Ja, seveda, to je problem. Torej, orožje prinaša velike profite in torej, eden problemov sedanjih vojn je seveda ta, da zlasti številne države, ki so pod napadi iranskih raket, nimajo več raket, ki prestrezajo te iranske rakete. Ne? Zakaj? Zato, ker so jih porabili. Ker jih je porabila ZDA za obrambo svojih oporišč na zalivu, zato, ker so jih same porabile. Veste, da so jih, zalivske države izstrelile toliko teh obrambnih raket, kot je njihova proizvodnja v enem letu. Zdaj pa, naprimer, zdaj ravno na vrhu v Ankari je Trump Zelenskemu obljubil, da bo prenesel proizvodnjo teh prestrezalnih raket v Ukrajini, vendar, potem sem malce tisto bolj podrobno pogledal, pa je potem rečeno v oklepaju, da je bil Trump glede tega zelo nedoločen. Kaj ti verjetno spet, zdaj, če ti preneseš izgradnjo raket, ki jih ZDA drago prodaja vsem svojim državam, to ni najboljše za ameriško gospodarstvo. In močno dvomim, da bo Trump, bi rekel, pristal na izgubo tako pomembnega izvoznega artikla ZDA in da bo to prenesel na Ukrajino. Ki res da to nujno potrebuje, vendar pri Trumpu je posel zelo pomemben. Kaj vam pravi vaš notranji občutek, takole čisto za konec? Bo to še eskaliralo ali nas čaka res še bolj vroče poletje, tudi v tem vojnem smislu, ali pa se bodo le glave končno malce ohladile, ali pa bo morda celo res narava tista, ki nas bo na koncu morala umiriti. Ja, tako, če gledamo te 3 vojne, o katerih smo govorili, jaz bi rekel, da vojna v Gazi je več ali manj končana, pač Izrael je več ali manj dosegel svoje cilje, dobro, še vedno naprej kontrolira to območje, napadel je Libanon, ampak vseeno, to so, bi rekel, manjši spopadi. Zdaj v Iranu upajmo, kljub temu, da je Trump rekel, Iranci izgubljamo čas z njimi, če se z njimi pogajamo, nadaljevali bomo z vojno, ampak v ozadju izgleda, da še vedno potekajo torej neka pogajanja, torej tu je neka možnost, da se stvari vseeno umirijo. Glede najbolj odprta je seveda ta vojna v Ukrajini, Rusiji, kjer imamo, torej bi rekel, ta po mojem mnenju, torej nelogičen pritisk Evrope, da naj se Ukrajina bojuje torej do zadnjega živega Ukrajinca z Rusijo, ker želijo torej Rusijo tako oslabiti, tako da tu vidim torej edino možnost, torej, da bi Trump ustavil to vojno, torej dejansko pritisnil na jaz mislim, da, kot sem že rekel, Rusija po mojem je v škripcih in jo želi končati. Zdaj v bistvu Ukrajina je pa, a veste, Ukrajina brez ameriške pomoči, to je, mi zdaj beremo, torej o hrabrih ukrajinskih vojakih, kako so preprečili vdor Rusije. Če tu ne bi bilo, moramo vedeti, da Ukrajini pomaga 50 držav. Seveda v največji meri ZDA, da Ukrajina približno potrebuje približno 100 milijard, 70 do 100 milijard letno. Če ta input ugasne, je Ukrajina na kolenih. Se pravi, kar hočem povedati je, da ZDA in seveda tudi evropske države bi lahko čez noč dosegle, da Ukrajina podpiše mirovni sporazum. Torej, in upajmo, da bo vseeno, bi rekel, ta razum, torej morda prevlaga, ampak kot pravim, brez Trumpovega posredovanja se tudi ta vojna ne bo zaključila in torej upajmo, da bo posredoval Trump tudi v tem sporu.
Ja, profesor Ferfila, hvala za tale vaša obširna mnenja in pa razlage. Ja, upamo tudi, da malce usahnejo apetiti tistih, ki imajo od tega absolutno največjo korist, v finančnem smislu seveda. Tako da ja, hvala, da ste bili znova v naši družbi. Za nami je še ena vroča tema. Upamo, da bo letošnje poletje manj vroče in da bo tudi precej manj vroče na teh političnih parketih, da ne bomo spremljali toliko prelivanja krvi. Na konec koncu pa vam želim, če ste odpravljate na dopust, imejte se lepo, uživajte seveda v miru. Hvala, ker ste nas spremljali. Sicer pa nas obiščete na kanalih YouTube, Spotify ter seveda nam sledite na družabnih omrežjih Facebook, Instagram, TikTok in pa seveda lep dan še naprej, kjerkoli že ste.